Hvala lepa za povabilo. Moje ime je Tevž Tavčar in prihajam z Kmečkega glasa. To je časopis za kmetijstvo in podeželje, ki izhaja že 81. leto. Če kdo ne ve, Kmečki glas je pričel izhajati leta 1943 in prva številka je bila prodajana za 2 liri. Tako da imamo že kar dolgo obdobje za sabo. Temo, ki bomo obravnavali v drugem sklopu, ima naslov Razvoj in ohranjanje podeželja. Predno bodo moje sodelavke pričele z delom, sem pripravil en kratek pregled, kako je z videm podeželja in kaj se s podeželjem v preteklih 150 letih dogajalo. Vedno me je malo zanimala zgodovina, ker veliko stvari v svetu se navezuje na zgodovinske dogodke. In tako bi tudi začel z 19. stoletjem, kaj se je zgodilo v Sloveniji. Takrat se je življenjski standard bistveno dvignil, nekako je tudi stopnja umrljivosti padla, otroške bolezni so ukinili, pa da ne pozabim poudariti, zemljiška obveza je bila tudi ukinjena v Avstro-Ogrski in naenkrat so se na slovenskih kmetijah pojavile zelo velike družine. Pomeni to, da če je prej preživelo na kmetiji 2-3 otroci, so se zgodile kmetije, ki so imele tudi po več kot 10 otrok. In kaj je to pripeljalo? Veliko lačnih ust in samo en prevzemnik, industrije pa v tistem času v Sloveniji še nismo imeli. In takrat smo priča velikemu izseljevanju, kar pomeni to, da se od leta 1870 pa do začetka prve svetovne vojne 1914 iz Slovenije izselili 330 tisoč prebivalcev. Jaz sem to nekako vedel, ampak sem preveril pri mojih kolegih zgodovinarjih, da mi je povedal čisto točno številko. In ljudje so enostavno iskali boljšo pot in odhajali v tistem času v Ameriko, ker je nastajala težka industrija in pa delo v rudnikih je bilo na voljo. Pomeni, da rabili so neizobraženo delovno silo, ki je praktično prihajala z cele Evrope. In zanimiv je še podatek, ki se tiče kmetijstva. V času, ko so bile slovenske kmetije najbolj polne otrok, je bila slovenska zemlja tudi najbolj obdelana. Tako recimo okrog leta 1880 je gozd predstavljal v Sloveniji samo 36%. Danes predstavlja gozd 55-56%. Gozdarji bojo morebiti to bolj živeli kot jaz, ampak skratka vidi se velika razlika, koliko je bilo zemlje obdelana takrat in koliko danes. Po prvi svetovni vojni je Amerika zaprla svoja vrata in ljudje so začeli odhajati s trebuhom za kruhom po Evropi. Takrat Nemčija še ni bila aktualna, je bila v veliki revščini, hodili so delati v industrijo in tudi v rudnike v Francijo in v Belgijo. Potem se je po drugi svetovni vojni začela razvijati tudi domača industrija in smo bili priča odhajanju ljudi iz podeželja v slovenska mesta, kjer je nastala industrija, ljudje so zapustili kmetije in delali v mestih, nekaj pa jih je odšlo tudi s trebuhom za kruhom v Nemčijo. Takrat je v 19. stoletju je bilo na kmetiji zaposlenih praktično 95% vsega prebivalstva. Danes pa vemo, da je ta delež 1,5%. In vprašanje je, ali danes kmetijstvo živi. Kmetijstvo živi, je pa v zelo različnih pogojih. Če pogledamo kmetijstvo, ki je na podeželju v ravninah, ima ta dobre pogoje. Kjerkoli je možno zemljo orati, je tudi zemlja zelo draga. In če bi rekel, če nek kmet danes kupi hektar zemlje, kjer lahko seje poljščine in je pripravljen plačati za ta hektar 70 tisoč evrov, in to ni en primer, to je pomeni praktično cela Gorenjska, sicer ta cena v Sloveniji tudi močno varira, lahko je v Prekmurju tudi samo 30 tisoč evrov za primer orne zemlje, potem nekdo verjame v to dejavnost. Dejstvo pa je, da se je kmetijstvo zelo spremenilo. Danes smo veliko slišali, kakšne so velike potrebe po razvoju na kmetiji. Nihče pa ni poudaril, da je odpreti delovno mesto na kmetiji eno najdražjih nasploh. Če se postavi mlad fant pred dejstvo, ali bo vlagal v kmetijo in zato potreboval toliko in toliko 100 tisoč evrov, ali pa alternativa, da lahko gre v službo v tovarno,
praktično delovno mesto zastonj, potem bo te dileme hiter konc. In danes se dogaja še na podeželju druga zadeva, resnično orna zemlja je pod velikim udarom velikega povpraševanja. Tudi hribovski kmeti, ki se jo grejo intenzivno živinorejo, potrebujejo orno zemljo. Tako da se je zgodilo to, da na kmetje, ki delajo na področjih z omejeno dejavnostjo, najemajo ali kupujejo orne površine v dolini in potem vozijo koruzno silažo v hribe. Ker danes je to praktično edina resna energetska komponenta, ki pa seveda v hribih ne moreš pridelati. In tako da verjamem v kmetijstvo v ravnini, da takle zemlja ne bo postala neobdelana, ker je veliko povpraševanja. Večji težavo pa vidim v hribovitih področjih, kjer če kmet preneha z gospodarjenjem, se bo ta zemlja skoraj sigurno zarastla. In potem je ta del kmetijskih zemljišč zgubljen. In s tem, ko se zarašča, prihaja do novega problema. Že sedaj imamo velike težave z preštevilčno divjadjo in zverjadjo, ta dobiva potem večji prostor za svoje življenje. In pomeni, da tisti kmet, ki bo pa vztrajal, bo pa imel zaradi neurejene politike na področju lovstva še toliko večjih težav. In potem še ena zadeva se nam je zgodila. 30 let nazaj bi lahko rekli, da smo imeli v Sloveniji mešane kmetije. Kmetija, ki je opravljala več različnih kmetijskih dejavnosti. Od živinoreje, poljedelstva, imeli so tudi vedno skoraj po pravilu lasten krompir, še malo pšenice. Danes je to odpadlo. Kmet, ki hoče preživeti, mora biti ozko specializiran. In ena od dejavnosti, ki je bila takrat hudo dejavna na kmetiji, je bilo tudi gozdarstvo. Kmet je imel mehanizacijo in je posedoval tudi svojo znanje, kako delati v gozdu. In to sedaj izginja. Ker pomeni to, dobili bomo nove površine z gozdom, kako bomo pa gospodarili z njimi, je pa ta trenutek še vprašanje. Recimo v primeru Nemčije, ko je veliko lastnikov gozdov v mestu in so združeni posebne sindikate in potem skupaj upravljajo rečenje, odnosno gojitvena dela in s tem gozdom potem koristno gospodarijo. Tle smo zelo podobni, kar se tiče strukture lastništva, ampak organizacijskih prejemov pa še nismo naredili. Tako da samo kmetijstvo v dolini ni ogroženo. V zadnjih 30 letih, odkar smo dobili tudi 256 novih občin, se je podeželje tudi močno razvilo. Infrastruktura za življenje je praktično primerljiva z mestom in upam se trditi, da je podeželje v tem obdobju naredilo hitrejši razvoj kot mesta. In kaj se je zgodilo? Ljudje prihajajo iz mesta tudi vedno pogosteje na podeželje. To je zopet primer nepremičnin. Nepremičnine na podeželju so bistveno cenejše kot v mestu in potem se tukaj srečamo z primeri, kjer novi prišliki ne znajo prav dobre besede najti z kmetijstvom. In še en primer so prenesli, če pogledamo idilično vasico na podeželju, kako je ta izgledala 40-50 let nazaj, smo videli tipične kmečke hiše, danes so te hiše praktično izumrle, jih ni več. Novi prišliki, pa tudi prebivalci podeželja, si naredijo mestno hišo na vasi. Pomeni to, izgled je drugačen, kot je bil. Ljudje bodo živeli v mestu, samo da se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, kot so bile prej. Če je prej 90% ljudi 150 let nazaj živelo od kmetijstva, jih danes živi 1-2%, ljudje imajo zaposlitve v obrti ali v industriji ali v turizmu. Tako da spremenilo se je podeželje. Kaj pa to pomeni za mlade, ki bi radi vstopili v kmetijstvo, ki bi radi prevzeli kmetije? Če se njihovi starši niso prav čas pobrigali in kupili kmetijska zemljišča, bo zelo težko priti na zeleno vejo. Ker zemljišča pri tej ceni in pri ceni kmetijskih mehanizacij
povajo še enkrat to, da je delovno mesto v kmetijstvu eno najdražjih delovnih mest. Dražje kot v industriji. Tako da število kmetov verjetno ne bo raslo. Razen, če bomo našli priložnosti na področjih, kjer smo pa ta trenutek šibki. Vemo, kakšna je stopnja samooskrbe pri sadju in pri zelenjavi. Za zelenjavo ne potrebujemo velikih površin, res pa, da se tudi ne prideluje visoko v hribih. Ampak je to recimo primer, kjer bi zelenjadarstvo lahko nudilo delovna mesta ljudem na manjših kmetijah v dolinah. Tako da, to bi bil okviren moj uvod. Videli smo, da se je kmetijstvo v zadnjih 150 letih močno spremenilo in da zemlja bo obdelana v dolini, v hribih bo pa treba nekaj narediti, da se stvar ohrani. Bi samo še enkrat poudaril, da letošnjem letu smo bili priča predlogu državne uprave, politike, da se prispevek kmetijam na OMD področju dodatno obdavči. To kot kritosrčnosti uprave, ki smo jo danes slišali, temu ni res. V zadnjem trenutku je potem pod grožnjo dodatnega štrajka bilo to umaknjeno z papirja dnevne politike. Na oder bi povabil gospo Urško Ahlin Ganziti, ki nam bo nekaj povedala o socialni varnosti kmetov. Drugače je zaposlena na Kmetijsko-gozdarski zbornici, diplomirana pravnica in gotovo bo kaj vedela zanimivega povedati o socialni varnosti. Hvala. Še ena majčkeno manjša danes. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem Urška Ahlin Ganziti, prihajam z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Jaz v osnovi sem zaposlena v sektorju za pravne zadeve. Sem pravnica po izobrazbi in moje primarno poslanstvo je svetovanje in pa pravna pomoč našim članom in sooblikovanje zakonodaje z različnih področji. Je pa res, da se zadnjih 10 let, odkar je v resnici področje socialne varnosti prešlo izven dela svetovalne službe, ki sicer deluje pod okriljem naše zbornice, ukvarjam tudi s to tematiko. Tole se kako premakne? Kar sam naprej? Pa da ne bom predolga, jaz navadno sem precej dolga, ker želim vse razložiti in vse povedati. Kar začnimo. Zdaj socialna varnost. Socialna varnost je izjemno širok pojem. Na eni strani to pokriva področje socialnega varstva, v to noter štejem družinske prejemke, socialne transfere in vsa druga področja, kot so pomoč vojnim veteranom, invalidom in podobno. Na drugi strani pa v socialno varnost sodijo tudi socialna zavarovanja, in danes bomo z vidika kmetov pogledali predvsem ta del. Mogoče za začetek nekaj številk. Na levi strani vidite število kmetij. Tule notri so tiste kmetije, ki so glede na leta oddajale zbirno vlogo. Število kmetij po letih pada, ampak zanimivo je tudi, da tudi število zavarovancev, torej število kmečkih zavarovancev, tistim, ki jim v resnici glavni ali edini vir dohodka predstavlja kmetijstvo, prav tako pada. In v resnici, tule je zelo dobro vidno na tem grafu, se večina kmetijske dejavnosti v Sloveniji upravlja postransko. Nekateri, tudi moji sodelavci so me opozorili, da je to nek tak izraz postransko negativen, ne mi zameriti, če sem uporabila ta izraz, pa vendarle oseba, ki hodi v službo in ji kmetijstvo ne predstavlja glavnega ali edinega vira, pač ne kmetuje kot aktivni kmet, če temu lahko tako rečem.
Zdaj v resnici, kdo pa je kmet pri nas, ne? V Sloveniji ne poznamo definicije aktivnega kmeta, to je dejstvo. Tudi kmetija kot taka pravne subjektivitete nima, torej nima osebnosti. Na kmetiji so v bistvu združeni posamezniki in tudi vsak sam zase odgovarja pač za vse svoje, se pravi, vsak sam zase odgovoren. V resnici je še najbližje temu, kdo pri nas je tista oseba, ki mu dohodek iz kmetijstva pomeni glavni ali celo edini vir preživetja, oseba, ki je kot taka definirana znotraj socialne zakonodaje. Tukaj moram jaz opozoriti, da imam navedeno zgolj tiste osebe, ki so kot take definirane znotraj pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se kot take štejejo za zavarovance v vseh socialnih zavarovanjih. Imamo še posebnost, določeni kmetje, sicer je takih le peščica, pa vendarle obstajajo, so lahko doma na kmetiji, ne hodijo v službo, torej se očitno preživljajo iz tega naslova, pa vendarle je njihov dohodek tako nizek, da ne izpolnjujejo pogoje za vključitev v vsa socialna zavarovanja in so zgolj zdravstveno zavarovani. In tudi taki so zelo problematični, ker v resnici na koncu po svojih 40 letih plus dela na kmetiji nima neke socialne varnosti v obliki pokojnine. Se mi zdi smiselno, da na to tudi upozorim. No. Drugače pa kdo so tisti, ki so kot nekako se šteje za osebe, ki se iz tega naslova preživljajo. To so seveda tisti, ki so doma na kmetiji, so člani ali nosilci kmetije, so zdravstveno sposobni, se ne šolajo oziroma niso prejemniki nekih pokojnin in izpolnjujejo starostni pogoj. In če izpolnijo tudi dohodkovni pogoj, ki je že vrsto let tudi enak, slabih 4900 evrov na družinskega člana, potem so se dolžni vključiti v socialna zavarovanja kot kmetje. Ukolikor kdorkoli od teh ljudi hodi v službo, ima odprt SP ali pa so družbeniki, v takem primeru ne morejo biti zavarovani kot kmetje, ker pač velja vrstni red in v bistvu jih delovno razmerje in vsaka druga dejavnost z vidika socialnih zavarovanj prehiti, če temu lahko tako rečem. Kar se tiče tega dohodkovnega pogoja, kdor ga ne dosega, pa oceni, da bi vendarle lahko plačeval polne prispevke, rečemo, za vse vrste socialnih zavarovanj, se lahko prostovoljno vključi in je z tega naslova tretiran kot kmet. No. Zdaj, katere vrste zavarovanj pravzaprav sploh imamo, kar se tiče kmetov in kakšne so pravice iz tega naslova. Kmetje, podobno kot vse ostale kategorije, so vključeni v vsa socialna zavarovanja, z izjemo možnosti zavarovanja za brezposelnost. Namreč odločevalci menijo, da kmetje ne morejo biti brezposelni. Oseba, ki je doma na kmetiji, ki kmetuje, pač ne more biti brezposelna. O tem še malo kasneje malo več. Drugače pa se vključujejo tako v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot v zdravstveno zavarovanje, v starševsko varstvo in pa po novem, tako kot vsem preostalim nam, jim bodo pripadale tudi pravice iz naslova dolgotrajne oskrbe. O tem več besed ne bi izgubljala, ker gre za popolnoma novo zavarovanje in v resnici zaenkrat še niti ne živi, razen oskrbovalca družinskega člana, pa še tam se v resnici zatikajo zadeve. Kar se tiče pokojninskega in invalidskega zavarovanja, od leta 2013 osebe, ki vstopajo v ta sistem, so upravičene do vseh pravic. Enako velja za starševsko varstvo, izjema ožjega obsega, ki je bil zaradi ekonomskih razlogov na kmetijah včasih tudi v pokojninskem sistemu, danes pa še vedno v zdravstvenem sistemu ostaja. Se pravi, v zdravstvenem sistemu je še možno se zavarovati za ožji obseg, kar pomeni, da na koncu oseba, ki vstopi v zavarovanje, nima pravice do bolniške, kadar zboli. Seveda je to nezaslišano,
predvsem pa tudi z vidika same razlike v prispevku, ker gre za cirka 15 evrov na mesečni ravni, bi bilo veljalo razmisliti o smiselnosti tega. No. Zdaj, kar se tiče pa ostalih, se pravi tistih zavarovancev, mi imamo na kmetijstvu imamo eno veliko, jaz temu rečem kar mineštro. Se pravi, vsak, ki se je mladi kmetje, danes smo veliko slišali o tem o mladih kmetih in tako, vsak, ki se je vključil po letu 13, ima vse pravice, lahko temu tako rečemo, ne. Vsi tisti, ki pa so vstopili v zavarovanja predtem, pa so imeli možnost izbire obsega pravic. Zdaj, zgodovinsko gledano, kmetje, danes je bilo že nekaj zgodovine predstavljeno, pa mogoče čisto na hitro glede zgodovine, da boste razumeli, da ni bilo vedno samo za določene skupine zavarovancev možen ožji obseg, to je v resnici uravnavala država v preteklosti. Kmetje so v preteklosti dobili tele pravice relativno pozno, v 60-ih najprej zdravstveno, potem kasneje so imeli svoj steber v pokojninskem zavarovanju kot starostno zavarovanje kmetov, kasneje v letu 80-ih so končno prišli v splošni sistem pokojninskega zavarovanja, kasneje so dobili še pravice iz naslova starševskega varstva, oziroma najprej materinsko nadomestilo, pa potem še vse pravice v smislu, kot obstaja danes tudi očetovsko in tako. Skratka, in zakonodaja je na tem področju imela veliko sprememb. Krog zavarovancev se je v bistvu v preteklosti, lahko bi rekla, konstantno spreminjal. Najprej zaradi samega družbenega sistema še v bivši Jugoslaviji, kasneje pa zaradi, tako kot sem rekla, zaradi vključitve posameznikov po različnih podlagah, eni so bili obvezno vključeni, eni so bili prostovoljni. Skratka, tekom vseh teh let skozi zgodovino se nam je nabralo ena vrsta oseb, ki pa imajo nekaj skupnega, in sicer zavarovani so bili za ožji obseg pravic. In ta ožji obseg pravic se jim še danes vleče in se jim pozna predvsem na starost pri uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja, se pravi v primeru neke nezmožnosti za delo, in pa seveda tudi, kadar v resnici zbolijo. Tako da mi smo, kar se tiče tega ožjega obsega na zbornici, si upam trditi, da smo nekaj stvari porihtali. Nedolgo nazaj tega smo uspeli iztržiti, če temu tako lahko rečem, precej višjo pokojnino za tiste, ki so bili zavarovani za ožji obseg. Seveda pa tukaj se še vedno pojavljajo problemi vseh tistih, ki pa v preteklosti sploh niso mogli dostopati do zavarovanja. Če je politika uravnavala, se pravi, obseg pravic za zavarovance, je v določenem momentu obravnavala, se pravi, je v določenem momentu za določene osebe omejevala dostop do zavarovanja. In kaj bi bilo treba na tem področju narediti? Jaz temu rečem zatečeni primeri. In te zatečene primere je treba rešiti. V preteklosti je naša zakonodaja že poznala državno pokojnino. Državna pokojnina je pripadala osebam, ki so bile starejše od 65 let. Če v grobem povem, pač niso imele nekih svojih dohodkov in tudi niso bile upravičene do lastne pokojnine. Mi imamo danes še vedno na področju kmetijstva ogromno takih oseb, ki na starost po 40 letih in plus dela na kmetiji, vsi vemo, da kmet, ko oddela svojih 40 let, še ne neha delati, ampak kmet v resnici dela, dokler lahko dela. Mi imamo še vedno osebe, ki, ko se iztrošijo, ne ko dopolnijo 40 let dela, ampak ko se iztrošijo, dejansko so prepuščene na milost in nemilost svojim mlajšim generacijam, v skrb svojim mlajšim, se pravi svojim potomcem. Jaz se lahko do določene mere strinjam z pripravljalci politik, da je državna pokojnina morda ne sodi v sistem socialnih zavarovanj, da je to mogoče socialni transfer. Vsekakor pa se ne morem strinjati, da so ta socialni transfer ukinili.
Prav tako menim, da bi ga bilo treba, se pravi, poleg tega, da bi ga bilo treba uvesti nazaj, bi bilo treba poskrbeti tudi za to, da se ga zaprosi, da se zanj zaprosi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Namreč iz interakcije z našimi kmeti vem, da je mnogim težko stopiti na center za socialno delo in prositi za državno socialno pomoč, ki je edina v tem trenutku, in varstveni dodatek, ki jim pripada. Državna socialna pomoč je v sklopu socialnih zavarovanj namenjena osebam, ki se v nekem momentu znajdejo v neki stiski in ko ponovno postanejo delovno aktivne, preidejo iz tega socialnega transferja na lastne dohodke za preživetje. Mi pa tukaj govorimo o ostarelih kmetih, predvsem so tukaj le ženske problem. Zakaj so ženske problem? Uvodoma ste videli, da sem povedala, kakšni so pogoji za vključitev v zavarovanje. Mi danes imamo mi v bistvu parcialne pogoje. Nihče zunaj sistema kmetije ne določa, kdo na kmetiji se je dolžen vključiti v zavarovanje. Ko so pogoji izpolnjeni, je ta odločitev prepuščena članom kmetije. In če 2 člana izpolnita pogoje, preostali pa ne, pa bi še vedno bil nek dohodek za plačevati, bo znotraj družine moglo priti do odločitve, koga bomo vključili, pa koga ne bomo vključili. In tako dejansko stajajo izven sistema še danes, jaz težko razumem, ampak še danes v resnici po večini ženske. Mogoče še samo statistika, mi smo podoben ukrep. Torej po vzoru državne pokojnine v času covida uspeli pripeljati v zakonodajo 3-krat. Šlo je za enkratni solidarnostni dodatek za starejše na kmetijah in iz tega ven lahko razberemo, koliko pravzaprav sploh še je takih oseb. Ker če bi danes pogledali, koliko je bilo prejemnikov državne pokojnine v času, ko je bila zadnjič izplačana, jih je bilo tam cirka 17.000. Če pogledamo, koliko je bilo izplačil na račun tega enkratnega solidarnostnega dodatka, bi lahko sumirali, da jih je bilo tega tam cirka 1500. To ni nek velik, za državo to ne more biti velik strošek, če se torej poskrbi za te ostarele, predvsem ženske, seveda pa so tukaj tudi moški. Toliko mogoče glede teh zatečenih stanj. Potem pa samo še toliko, če mi dovolite, upam, da nisem že zelo predolga, pa vendarle v resnici se kmetijstva ne da reševati z ukrepi na področju socialne varnosti. Danes smo slišali že predstavnico podeželske mladine, gospod Doris Letina, pa tudi nekateri drugi so povedali, da se v resnici mladi ne odločajo za ostati doma na kmetiji in upravljati poklic kmeta v polni meri. Po drugi strani seveda tudi sam relief naše države in struktura kmetij verjetno ne omogoča, da bi vsi lahko ostali doma in iz tega naslova živeli. Pa vendarle vidim možnost v določenih pri ureditvi določenih ukrepov tudi znotraj socialne politike, ki bi mogoče poklic kmeta pa vendarle naredili nekoliko bolj privlačnega. In eden takih ukrepov, po mojem mnenju, je, da bi morali ugotoviti, ma res kmet ne more biti brezposeln. Življenje na kmetijah teče dalje, življenje se posodablja, tudi na kmetijah ni več vse isto, kot je mogoče nekoč bilo. So ogromno vlaganja, pride do zainvestiranja in propada kmetije, mar ta kmet ni brezposeln, mar je on še vedno dolžan v nekem obsegu obdelovati tista zemljišča, pa čeprav samo zato, da so obdelana,
ali pa lahko rečemo, da kmet je tudi lahko brezposeln, ali pa v primeru ločitve na kmetiji, na družinski kmetiji, če pride do ločitve, to so dejstva, ne moramo si zatiskati oči, da ločitev ni, so. Mar žena ali mož, ki zapusti svojega partnerja in odide z kmetije, pa je prej delal na kmetiji, ni brezposeln iz tega razloga. A je mogoče je mogoče kriv za to, da je ločen? Tukaj se treba vprašati, ne? In da politika reče, da kmetu ne damo niti možnosti prostovoljnega plačila za brezposelnost in na drugi strani jasno določati pogoje, kdaj pa bi nekdo bil lahko v takem položaju. Oprostite, leta 2024 je to malo neresno. Oziroma ne razumemo sodobnega kmetijstva. Še en tak ukrep, ki pa morda bi bil simpatičen, spodbuden in ga v tujini tudi že poznajo. To je ukrep nadomeščanja na kmetijah. Zdaj, pri nas sicer poznamo, možno je, da iz sosedne kmetije zaprosiš za pomoč, pa pride pomagati in tako naprej, ne govorimo o tem. Govorimo o temu, da bi mogli na sistemski ravni urediti ukrep, ki bi bil iz tega naslova ali plačan, ali pa bi kmet lahko dobil delovno silo iz nekega bazena delavcev, kakorkoli. Skratka, nek ukrep, kadar kmet ne more samo opraviti dela. V takem primeru bi država poskrbela, da mu nudi ali nadomestilo ali pa delavca. Zdaj, take primere, še čisto malo, lepo prosim. Saj sem vedela, da bom predolga. Prav sem vedela, pa sem si naredila zelo kratek PowerPoint. Ampak je toliko tega zapovedati v resnici na tem področju. Ne samo v času bolezni. Mladi so danes izpostavili, da poklic kmeta ni zanimiv. Kdaj gre kmet lahko na dopust? Kdo bo namesto njega opravil delo? Zakaj kmet za tisti del mogoče ne bi mogel imeti neke nadomestne delovne sile, ki bi bila krita iz nekih sredstev, iz nekega fonda? Ne boste verjeli, vse to poznajo na Finskem. To že imajo. Torej ne govorim samo za neke ekstremne primere, ampak enostavno. A lahko država reče, da je kmetijstvo tako pomembna panoga, da si kmet zasluži dopust? Vsaj tisti minimalen dopust, kolikor gre delavcu po delovnih razmerjih. In ta del nekako najdemo sredstva znotraj države. Ja, seveda sem bila predolga. Jaz se res opravičujem, ampak tole res moram še povedati. Ja. Se pa grem, pa ne bom. Torej, kar je za narediti je, kmetijstvo se je v vseh letih spremenilo. Treba se je vprašati, ali je v taki strukturi, kot je zdaj socialen sistem naravnan za kmete, ok. Načeloma je ok, ne? Načeloma nočemo še slabše. Tega nočemo, ne? Ampak po drugi strani je pa treba vedeti, da danes imajo vsi kmetje, ne glede na to, a so mali, srednje, veliki, a so pol kmetje, a so čisti kmetje, a so mešani kmetje, kakorkoli temu rečemo. Vsi imajo enake pravice iz tega sistema socialnih zavarovanj. Vsem država doplačuje prispevek za delodajalca, vsem ni treba plačati enega dela prispevka za zdravstvo. Tukaj je tudi ena stvar, ki je treba še predebatirati in se vprašati tudi znotraj sektorja, ali je zadeva zapeljana pravilno ali pa mogoče rabi nek svež veter, neko vizijo in neko drugačno ureditev. In samo še tole. V začetku sem omenila, da je pred 10 leti področje prešlo na pravni sektor, da je to, torej v bistvu bi lahko rekla, da peljemo zadevo jaz in nekaj nadobudnih svetovalcev po terenu, ko svetujemo kmetom, ko jih usmerjamo,
In kar v resnici bi bilo najbolj potrebno, tukaj pa apeliram na predstavnico ministrstva, da bi bilo vredno razmisliti, mi smo že, pa vemo, da je to nujno, mogoče tudi na vaši strani, da bi bilo ponovno potrebno uvesti svetovanje z področja socialne varnosti v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in jo okrepiti in opolnomočiti do te mere, da bi posamezni svetovalci lahko bili kot neke vrste spot točke, ki jih poznajo podjetniki. Toliko z moje strani, se res opravičujem za mojo dolžino, sem se trudila. Lepa. Očitno dela na pravnem področju ne bo zmanjkalo, tako da bomo zdaj poskušali malo hitreje delati in na oder vabim Karmen Čarman. Živi na kmetiji, istočasno je bila v lanskem letu kmetica leta po izboru Kmečkega glasa. Po osnovni izobrazbi je učiteljica matematike in predaja svoje znanje na gimnaziji. Povedala bo pa nekaj o ohranjanju kulturne dediščine. Načeloma sem glasna, ker sem vajena tega vsak dan, ampak vi ste zelo pridni, zato bom noč šparala glas. Pa bom probala takole. Bom pritisnila pa, kaj bo časa, ne. Pozdravljeni še enkrat, ja, čisto sem zajadrala v drugo temo, kot je moja izobrazba, ampak je kulturna dediščina ena moja velika ljubezen, že iz šolskih let, tudi ljubezen do življenjskega sopotnika se je rodila na tem področju, ko sva se spoznala skupaj pri folklori, tako da je to ena rdeča nit naše družine, otroci so prišli, kamor so prišli, pa hvala Bogu, kar dobro sprejemajo. In danes torej o ohranjanju kulturne dediščine, nekaj na področju, kjer živim, to je v okolici Bučke na Dolenjskem, predvsem pa v tem, kaj naša družina počne in v kaj smo se podali, zdaj že 6. leto tako živimo. Tako, prvo sem se vprašala, kaj bi sploh bila ta kulturna dediščina, ne? In kar naenkrat mi je postalo jasno, da je to en zelo pomemben del narodne identitete, s čimer lahko rečem, jaz sem pa Slovenec in se razlikujem po tem in tem od nekoga drugega. Potem hkrati je to tudi človekova pravica. Vsak človek je prav, da ima možnost spoznati, graditi, delati, uživati dediščino in pa ena posebna vrednota, v naši družini, kot sem rekla, postavljena na kar visoko mesto, jo je vredno ohranjati, poustvarjati, pa ne nazadnje tudi graditi, ker je vendarle treba vse, kar je pred nami bilo, spoštovanjem postaviti v okolje, kjer trenutno živimo. Kot sem zasledila v eni izmed raziskav, je kar 92% vprašanih izrazilo mnenje, da je kulturna dediščina zelo pomembna za našo državo, 76 vprašanih pa, da so zelo ponosni na to našo skupno dediščino. Ampak, ko grem tako malo velikrat med ljudmi, si predstavljate po šoli in podobno, se pa jaz vprašam, kako pa smo kaj pri tem, kako jaz ohranjam dediščino, kako jo predstavljam pred drugimi in kako jo pravzaprav živim, če jo sploh živim. Tako, ko malo širše pogledam, sem hvaležna, da živimo v okolju, kjer je zelo veliko društveno in bogato društveno dogajanje. Se pravi, veliko pri ohranjanju pripomorejo kulturna društva, društva podeželskih žena, turistična društva, tudi gasilska, folklorna društva, lovci in tako naprej. Pri nas na Bučki je tako, da tudi cerkveno občestvo zelo pripomore k temu ohranjanju. Župnik si zelo prizadeva in vsako leto obnovimo kakšno malenkost pri cerkvah, se pravi, da se tudi ta stavbna dediščina kar ohranja. Vaške skupnosti pa se mi zdi, da so že slabše, ne? To imamo pa malo privzgojenega tega, pa ne bomo tako delali kot sosed, bomo rajš drugače, pa malo fovšije, pa bolj, da bi bili bolj nobel, tako kot je rekel gospod Tevša, ne, da so hiše malo bolj pomeščansko narejene. Boste videli potem našo,
je tudi lepa, ampak malo starejša. Potem pa tisto, kar se mi zdi pa zelo bistveno za ohranjanje dediščine, je pa ta osnovna celica družbe, družina. Tukaj je pa nažalost tako, da dostikrat nimamo časa, včasih pa niti ni interesa. Ne? Zakaj ni tazga interesa? Zato, ker ohranjati kulturno dediščino ni samo tako, da rečeš, danes bom pa nekaj naredil, jutri pa ne bo več treba. Vidim zdaj po 6 letih, da je to v resnici neke sorte življenjski stil. Se pravi, to delaš vsak dan in odgovorno iščeš vedno neke nove stvari, raziskuješ, se pogovarjaš z drugimi, sodeluješ, včasih padeš, pa greš spet naprej, ampak vedno znova probaš pa sebe, pa svojo bližnjo okolico in druge navduševati, da je to nekaj, kar je vredno ohranjati. Imamo pa težave, ne? Tako kot ste že slišali, se pravi finančne, tukaj je kar naporno, včasih se spravimo kakšen razpis izpolnjevati, pa se rečemo, bomo mi drugač, pa delamo bolj počas in upamo, da enkrat pa vendarle bomo dovolj veliki, da nam uspe. In zelo smo hvaležni, kadar se zgodi, da nas širše okolje podpira. Občine se mi zdi, da so zelo, bom rekla, pripravljene, ampak finančno seveda omejene. Za lokalno skupnost smo pa zdaj po 6 letih veseli, če rečejo, pa to ste dobro naredili, čeprav ne bi bilo treba. Če je samo to, ne? Če pa slišimo še kakšno krepko, se pa stran obrnemo, pa gremo naprej. Tako, in sem že rekla, da živimo na bučki. Res sem srečo, da smo pred 6 letom, ko smo z možem iskala, kam bi se preselila, želela smo si kmetijo, pristala ravno tukaj. Zakaj? Ker je bučka ena taka skupnost, kjer je že oddaleč, če to slikico pogledate, vidno, da imamo željo skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine. Visoko plapala slovenska zastava, za njo, to se malo slabše vidi, je tudi križ in pa lipov drevored. Tako čist za cerkvijo, saj majhna, ne? 10 lip je, zelo bogato sporočilo se mi zdi, da ima ta drevored. Zasadili so ga predsedniki 10 društev, ki so sklenili, da bodo delali skupaj, kakor se bo le dal, za ohranjanje dediščine, ki jo to območje zagotovo ima zelo, zelo veliko. Jaz bi mogoče izpostavila kulturno društvo, bučanske ramplače, mogoče ste že slišali, ki ohranjajo ljudsko petje, potem društvo podeželskih žensk Bučka, to je tudi meni blizu, ki zelo rade ohranjajo tradicijo peke šarklov in podobnega, potem turistično društvo Bučka, ki ohranja Mlinarjevo pot, del katere smo tudi sami, potem pa še cel kup drugih, niso vsa našteta, če v šteli jih je 7. Ampak spisala sem tiste, ki se mi zdi, da so res mogoče najbolj imajo poudarek na ohranjanju kulturne dediščine. Kako? Ja, jaz mislim, da pa pri nas skrno, ker je bilo tisto, kar mogoče politično gledano ne, ampak kar se naši trudijo, jih pa kar podpiram, pa malo sodelujemo zraven, imajo eno hišo zelo lepo urejeno, pa se mi zdi, da smo kar hvaležni, da so tudi to ohranili. Tole smo pa mi. Trenutno nas je 5, Janez, Mirjam, Jožef, to so otroci, pa Tomaž, pa Karmen. Odločili smo se, da gremo v to, da bomo ohranili stavbno dediščino, ki je dana na naši kmetiji, da bomo se potrudili čim več naučiti, pa predstavljati in ohranjati tradicionalnih znanj. V kulinariko smo zaljubljene z Mirjam, oblačilno dediščino se potrudimo ohranjati, boste pol kasneje še videli. Slovenski ornamenti so moja ljubezen že iz osnovne šole, tako da tle nisem mogla iti mimo. Potem smo pa začeli zbirati še razne igre družabne, stare in pa cel kup ročnih spretnosti. Takole izgleda naša kmetija, naše poslopje, veliko dela nas čaka. Če bi takrat, ko smo kupili, vedeli tak dolgoročni plan, verjeten, pa ne verjeten, mogoče ne bi vzeli, ampak trenutno imamo. Naša hišica je zgrajena 1925. leta z namenom tako zelo velika, da bo nekoč gostilna. Pa zaenkrat še ni in mislim, da tudi ne bo. Naša glavna naloga je ohraniti mlin in vso tradicijo okrog tega. Želimo, da na vodni pogon spet požene, ampak trenutno čakamo
dodatne finančne injekcije. Žaga Venecijanka, prav tako smo streho popravili do te mere, da bo zdržala, dokler pač ne pridemo do te faze, da obnovimo. Hiša, potem imamo še hlev, en kozovca, vse čaka na malo obširnejšo obnovo, ampak mi smo začeli po majhnih korakih in pred parimi tedni odprli tako čisto majhno hišico, leseno, kjer smo naredili en tak preprost muzej, ki prikazuje zgodovino mlinarstva od samih začetkov do vodnega mlina. Potem se trudimo, kot smo rekli, za tradicionalna znanja. Otroci so najbolj navdušeni, da lahko koze vzamejo na roko. Delamo iz tega skuto in pa jogurt za lastne potrebe. Potem koruzo radi ličkamo, pletemo kite iz čebule in kot smo rekli, poskušamo čim bolj pristno na star način mleti tudi moko. Smo se pa odločili samo za 3 vrste moke, ajdo, koruzo in pa pero. Zakaj ravno to? Zato, ker bo to najbolj pogosto mleto v našem mlinu do zdaj. Tako da smo rekli, ne bomo šli na količino, ampak na to, da ljudje res lahko vidijo, kako je to včasih potekalo. Potem je tukaj kulinarična kultura. Zelo smo veseli, da lahko prikazujemo, ker smo začeli tudi s tečaji, kako se dela naša slovenska tradicionalna potica. Delamo pa tudi kruh, piškote in podobne stvari. Naša posebnost je pa zagotovo zloženka, ki je v resnici malo predrugačena potratna potica. Ampak imena potica ne damo zraven, zato ker potica je vendarle tradicionalna povita, zloženka je pa zložena in smo mi začeli delati zadevo z različnimi rastlinami, ki jih lahko najdemo doma. Naprimer kopriva, buča, korenček in podobne stvari. Potem sem rekla že prej, da se trudimo ohranjati tudi oblačilno dediščino. Ta obleka, ki me vidite v njej, je tradicionalna delavska noša iz tega območja, kjer živimo, iz konca 18. stoletja. Zašila sem jo sama, zato moška in otroške še malo čakajo, čeprav imamo tudi v načrtu. Potem je zelo velika stvar, je ohranjanje teh ornamentov slovenskih. Začelo se je čisto preprosto. Rekla sva z možem, če bomo že kdaj prodajali moko, je ne bomo prodajali klasično v vrečkah, ampak bi radi nekaj posebenega. In zato sva začela risati, oziroma sem jaz začela risati na kozarčke tele vzorce in iz tega se je rodila potem cela zbirka. Predvsem imam rada tiste emajl, ki je tudi slovenskega izvora, da malo povežemo tudi regije med sabo. Potem pa še tole, kar smo rekli, igre. Najrajši imajo hodulje pri nas, ki pridejo na obisk. Potem imamo igro mlin, to so naši otroci navdušeni, pa žongliranje in razne igre s palicami. Potem pa ob raznih praznikih pride na vrsto še ohranjanje različnih ročnih spretnosti, kot naprimer risanje na jajčne lupine, vezemo, delamo sveče in podobne stvari. Skratka, domišljija nam kar dela, samo časa je včasih malo premalo, zato po noč tudi luči gorijo pri naši hiši. Tako, se pravi, mi na Vajsovi domačiji si prizadevamo, da ohranjamo čim večji del te dediščine naših koncev, pa tudi malo širše. Kot je prej gospod Tevš rekel, tudi naravna dediščina je vredna za ohranjanje. To dvoje je zelo povezano. Se trudimo po svojih močeh tudi v to smer. Predvsem pa želimo, da bi naša domačija bila nekako stičišče vsega tega, odprta za druge, za sodelovanje, tudi za kakšna nova znanja. Sem pa ponosna še ta stvar, ki so pred kratkim predstavljali na evropskem projektu Fljara, ki je naslavljal prav primere dobrih praks podeželja, ki jih vodijo ženske. Tam sem spoznala tudi kolegico Matejo, pa zdaj, ker nadaljujeva skupaj pot. Če bo pa ves pot kdaj peljala na Dolenjsko, pa lepo vabljeni na Vajsovo domačijo. Hvala lepa. Hvala lepa, Karmen.
Sedaj pa vabim Polono Globočnik, ki ima, čeprav je zelo mlada, za sabo že vrsto zanimivih stvari. Končala je gimnazijo v Celovcu, potem je končala študij na Dunaju, ekonomije in kmetijstva, potem pa je pot odnesla tudi v Bruselj, kjer se je ukvarjala z kmetijsko politiko. Predstavila bo kmetijsko politiko in prihodnost kmetijstva, Bruselj, Dunaj in pogled tudi na Slovenijo. Prosim. Hvala lepa za povabilo in za predstavitev. Mogoče še dodam, zadnji 2 leti sem nazaj v Avstriji in delam na Avstrijski kmetijski zbornici, kjer pokrivam sektor sadja in zelenjave. Ne. Ja, sem probala, pa ne gre. Mogoče lahko vse nadaljujem že. Današnji sklop, v katerem sodelujem, sicer pokriva razvoj podeželja. Jaz se bom na vse skupaj, jaz bom malo zožala, čeprav je razvoj podeželja zelo širok, se bom fokusirala na kmetijsko politiko in vas peljala malo čez moje točke, kjer sem bila ali pa s katerimi se vsak dan ukvarjam. Malo bomo pogledali, kar vsi veste, ampak kaj se v zadnjih letih na hitro dogajalo v Bruslju, kako se s temi stvarmi soočamo v Avstriji in pa na koncu bom dodala še malo mojih osebnih pogledov na Slovenijo. Mislim, da vsi ste spremljali zadnja leta zeleni dogovor in strategijo od vil do vilic na evropski ravni. Leta 2019 je Evropska komisija objavila to novo strategijo z ogromno različnimi idejami, kar se tiče kmetijstva, od zmanjšanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev do nove zakonodaje o dobrobiti živali, od kjer smo prvi del že videli objavljen v lanskem letu. Zadnje 2 leti so nas pa naprimer vsaj v Avstriji smo se zelo veliko ukvarjali tudi z uredbo o obnovi narave in pa z uredbo o deforestaciji. Kar nekaj dokumentov, ki jih je komisija pred 5 leti najavila, še manjka in tukaj bomo videli, kako bojo še stvari naprej. Je pa že, kot je sogovornik iz Evropske komisije omenil, so kmetijski protesti v lanskem letu, ki smo jih spremljali po vsej Evropi, ki so bili deloma tudi povzročeni iz različnih nacionalnih trenj, so povzročili malo premika v razmišljanju na evropski ravni. Evropska komisija je začela ta strateški dialog za prihodnost kmetijstva, kjer je sodelovalo skupno 29 organizacij, od tega 5 kmetijskih. Mi smo si mogoče želeli malo boljše participacije tudi iz kmetijskega sektorja v tem dialogu, ampak ta skupina je uspela v dobrih 5 mesecih oblikovati en dokument za prihodnost kmetijstva in predsednica komisije je tudi najavila, tako kot je bilo že prej povedano, da bo v prvih 100 dneh svojega mandata te smernice, ki so bile izoblikovane, tudi probala v strategiji za kmetijstvo nekako spraviti v zakonodajo. Vse, kar se dogaja na evropski politiki, probamo čim bolj tesno spremljati tudi kot Avstrijska kmetijska zbornica na Dunaju. Zdaj se mi zdi pomembno, da v stvari kot del zakonodajnega procesa ni vpleto samo ministrstvo, ampak da tudi mi kot zastopniki sektorja vemo, kaj se v Bruslju dogaja in da znamo na stvari, ko pridejo na nacionalno raven, boljš reagirati. Kot Avstrijska kmetijska zbornica smo član Kope Kožeke, kjer sta tudi Zadružna zveza pa Slovenska kmetijska zbornica. Imamo pa tudi svojo pisarno v Bruslju z 2 zaposlenima, ki skrbita za to, da nobene teme ne spregledamo in da vedno vemo, kaj se v Bruslju dogaja. Drugače za vsak zakonodajni predlog na evropski ravni v naši hiši, na Avstrijski kmetijski zbornici, določimo osebo, ki je zanj zadolžena. In ta oseba spremlja zakonodajni predlog od začetka do konca in tudi skrbi za zakon, ko pride na nacionalno raven. Kot kmetijska zbornica smo tudi smo v stalnem kontaktu s socialnimi partnerji in pa odločevalci na ravni Avstrije, smo pa tudi na splošno pomemben deležnik v sektorju. Vse skupaj je pomembno ne samo zato, da vplivamo ali pa da probamo čim bolj oblikovati zakone, ampak tudi, da informacije o novih zakonih prenesemo do kmetov in pa poskrbimo za njihovo uspešno implementacijo. En primer tega dobrega sodelovanja med politiko pa med predstavniki kmetov ali pa med kmetijstvom v Avstriji so zagotovo okoljski ukrepi v sklopu kmetijske politike.
Naprimer številka, da je 85 000 kmetij v Avstriji prostovoljno, se pravi sicer s plačilom kmetijske politike, ampak sami se odločijo za to, da sodelujejo v okoljskih ukrepih, je mislim, da izjema na ravni Evropske unije in tudi 230 000 kmetij, 230 000 hektarov je namenjenih biodiverziteti. To je, kar je bilo danes že večkrat omenjeno, te regije z omejenimi dejavniki, kjer mogoče po proizvodnji ne moremo konkurirati kmetom ali pa ne morejo konkurirati kmetom v nižinah. Mogoče so take stvari v primeru, da so dobro financirane, da so za kmete zanimive, tudi del rešitve. In to je mene je na začetku presenetilo, da lahko tak ukrep lahko kmetje, če je dobro zapeljan, tako dobro sprejmejo. Je pa pomembno tudi, da država ima neko vizijo, da se kmetijstvo ali pa zakonodaja ne spreminja vsakih par let z nastopom nove politike v drugo smer, ampak da se stvari pelje zmeraj v isto smer, ker kmetijstvo je stvar, kjer se stvari ne spreminjajo čez noč. Če enkrat investiraš v hlev, rabaš v tem hlevu delati naslednjih 30 ali pa več let. Tako da avstrijsko ministrstvo, v bistvu na iniciativo kmetijskega ministra, je začelo lansko leto program Vizije 2028+, kjer z različnimi deležniki iz kmetijskega sektorja in tudi izven kmetijskega sektorja poskušajo oblikovati cilje in pa konkretne predloge, kam naj bi šlo avstrijsko kmetijstvo v prihodnje. To naj bi bila res vizija, ki upajmo, da na koncu ne bo ostala v predalu, ampak da se bo res implementirala. Tukaj sem samo 2 folije dodala iz začetne analize, ki sta se mi zdele zanimive. Naprimer so za začetek intervjuvali 1500 kmetov, ki so jih vprašali na tej foliji, kakšno prihodnost vidijo za svojo kmetijo, in tudi primerjava se je delala med sektorji, kar verjetno ni presenečenje in kar smo že v prvem sklopu se pogovarjali. Starejši, ki so kmetje, bolj negativno vidijo prihodnost. Je bilo pa meni osebno zanimivo, da so najbolj negativni, kar se prihodnosti tiče. Številke so lih okoli obrnjene, ker je v Avstriji šolska ocena najslabša 5, ampak najslabšo prihodnost vidijo sektor govedoreje, govejega mesa, poljedelstva in pa gozdarstva. Še ena druga zanimiva ugotovitev mi je bila tudi, kateri so največji izzivi, ki jih kmetje vidijo za svojo prihodnost. Tukaj so kmetje navedli predvsem vedno večje zakonske zahteve, vedno več birokracije, nepredvidljivost trgov in pa vedno večje zahteve prebivalstva. Poleg tega, ta prvi del analiza je bila zanimiva za nekoga, ki verjetno sedi v pisarni, tako kot jaz, ampak kar je za sektor na dolgi rok zanimivo, so ukrepi, ki se bodo iz vsega tega izcimali ali pa oblikovali. Tukaj sem dodala samo en primer teh ukrepov, ki je strategija zaenkrat, ki so v strategiji napisani, ampak še niso implementirani. Naprimer je bil predlog, da se večja prilagodljivost pri smernicah za kmetijska gospodarstva pri naprimer subvencijah, se pravi, da se ne določi enega točnega dneva, do kdaj mora biti stvar dokončana, ampak imamo en variabilen termin, ki se lahko premika glede na to, kakšno je vreme ali pa drugi dejavniki. Naprimer, drug predlog je bil tudi, da bi mlade kmete, ki prevzamejo kmetijo v prvih 5 letih, če karkoli naredijo narobe pri kakšni kontroli, da se jih ne sankcionira, ampak da se jim svetuje in pove, kako bi lahko delali boljše. Ena druga tema, ki je pa v Avstriji večna tema, je pa tudi označevanje porekla, ki si zelo prizadevamo, da bi se tudi razširili bolj na gastronomijo pa na predelavo. To so, kot sem rekla, iz različnih delov te strategije, kar je bilo do zdaj objavljenega, je nekaj primerov. Ministrstvo je pa zdaj naredilo tudi skupino, ki dejansko dela na tem, da se te stvari implementirajo. Tako da vsi verjamemo pa upamo, da bo kaj iz tega. Trenutno stanje kmetijstva v Avstriji, zmeri v Sloveniji vsak misel ali pa vsak reče, da je v Avstriji ziher vse bolje. Se mi zdi, da je tudi v Avstriji, ko sem sama začela delati, ko sem bila po kmetijah, sem bila presenečena, koliko nezadovoljstva je med kmeti. Tudi kmetje verjamejo, da jih tudi potrošnik ne podpira dovolj, ker gre zmeri jih lahko potrošnik še bolj podpira, ampak se mi zdi, da se tudi do določene mere kmetje v Avstriji ne zavedajo, kako je mogoče v drugih državah.
Tudi v Avstriji so sektorji, ki jim gre slabo, kjer je prihodnost zelo negotova. Tukaj lahko zihar izpostavim sektor prašičereje in pa moj sektor sadjarstva, ampak se mi zdi, ne zavidam kmetom v tem položaju, ampak tudi v Avstriji, naprimer v sektorju prašičereje, je samooskrba še zmeri 100% in v primerjavi s Slovenijo se mi zdi, da je tukaj še nekaj svetov vmes. Ena stvar, ki zihar nekako pomaga pri temu, da po mojem mnenju avstrijski potrošnik bolj prepoznava ali pa da bolj ceni lokalno hrano, je tudi ta dolga leta prizadevanja, da se potrošnika izobrazi. Naprimer, v Sloveniji poznamo izbrano kakovost, v Avstriji tak znak obstaja že v leta 1993, lansko leto smo praznovali 30 let in tudi uveden je bil, po mojem mnenju, v enem času, ki je bil zelo ključen, se pravi pred vstopom v Evropsko unijo. Se pravi, že leta pred vstopom se je delalo na tem, da se kupcu pove, zakaj naj kupuje lokalno, in tudi zdaj se spet kaže, kako ključno je treba izbirati mogoče trenutke, kdaj se kaj takega dela. Lansko leto se je ta znak kakovosti razširil tudi na sektor žit, ker je bil spet, kar nekaj let se je v Avstriji čakali na primeren trenutek, da se to naredi, ampak lansko let s tem žitam iz Ukrajine je bilo tako pri potrošniku kot tudi pri kmetu nekako želja po temu, da se na tem področju nekaj naredi in je bilo tudi temu primerno, mislim, da dobro sprejeto. Že pred širitvijo na žita je v znaku kakovosti v Avstriji sodelovali 47.000 kmetij in tudi med potrošniki je ta znak prepoznan kot najbolj prepoznan znak v sektorju in tudi znanje večini prebivalstva. To vodi tudi v to, da trgovine nekako ne morejo čez to, da ne bi ponujale lokalnih izdelkov in morajo tudi same delati ker kupec zahteva avstrijsko poreklo, morajo tudi trgovine nekako na svojem marketingu avstrijsko poreklo vključiti in pred parimi leti je bila naprimer ta najava, da 3 največje trgovske verige prodajajo sveže meso samo še iz Avstrije. Nisem ziher, če se to še 100% spoštuje danes. Mislim, da so imeli nekaj težav pri poranu na vsak način, ampak smer štima. Še primerjava med Avstrijo pa Slovenijo za konec. Po mojem mnenju kmetijstvo ni lahek poklic. Kmetijstvo ni lahek poklic v Sloveniji, ni lahek poklic v Avstriji in tudi ne drugje v Evropi. Kot politika ali pa kot kmetijsko zagovorništvo lahko mogoče vse skupaj malo milimo, tudi na določene stvari tudi mi nimamo vpliva, kar se tiče podnebnih sprememb, ampak mislim, da je primer Avstrije kaže, da se veliko da narediti. Avstrija zagotovo ni primer, kjer je vse odlično, ampak se mi zdi, da je kar veliko stvari na dobri poti. Zdi se mi, tudi sama sem lahko to v zakonodajnem procesu v zadnjih 2 letih opazila. Naprimer, res se dela na kreativnih rešitvah, zmeri vsak zakon, ki dobimo, si pogledamo, kako bi to lahko najbolj implementirali, da bi bilo čim bolj za kmete, pa če se gre to za dolgoročno načrtovanje ali pa če se gre za stvari, kot smo imeli letos pozebo, ki je bilo treba dobiti mogoče pomoč strani Evropske komisije. Kar se tiče plačil subvencij, Avstrija je mislim, da država, ki kmetom, mislim, ena izmed 2 držav, ki kmetom subvencije plača še v istem letu. Se mi zdi, da so to stvari v Avstriji, ki avstrijsko kmetijstvo res delajo močno ali pa bolj trpežno in ki jih v Sloveniji malo pogrešam. Slovenski potrošnik se zmeraj omenja kot tisti problem slovenskega kmetijstva, da potrošnik ne podpira slovenske hrane. Meni se zdi, da je potrošnik le nek vrh ledene gore, ki ga mi opazimo, da ne štima, ampak da je v zadnji še zelo veliko drugih stvari, ki jih bi bilo potrebno malo spremeniti ali pa na katerih bi bilo potrebno delati. Sama res zelo gledam na poreklo in iščem, tudi ko sem doma v Sloveniji, izdelke, kjer bi sestavine prihajale v Slovenijo. Pa vidim, da ne vem, če si v enih največjih trgovin v Ljubljani, če porabim 15 minut, da najdem salamo s slovenskim mesom, kot nekdo, ki to išče, pa ki pozna stvari, pa mislim, da tudi potrošnik nima lahke naloge. Za konec še nekaj zaključnih misli. Kmetijstvo je po mojem mnenju ključni akter za razvoj podeželja in dejstvo je, da kmetijstvo je v težavah, povsod, ampak v Sloveniji mogoče še delček bolj.
Zdi se mi, da imamo, tako kot je bilo dopoldne že predstavljeno, ogromno odličnih zgodb, ogromno kmetov, ki res dobro delajo, ki so zgled vsem, ampak se mi zdi, da so ti posamezniki, te dobre zgodbe so velikrat plod njihovega osebnega dela, bolj kot pa celega sistema. Prilagajanje, ključno je, da poslušamo potrošnika, s potrošnika moramo delati z roko v roki, ampak še zmeraj treba zagotoviti en sistem, v katerem bo kmet lahko preživel in delal na dolgi rok. Ker dolgoročna vizija v kmetijstvu je ključna in res se mi zdi pomembno, da to dolgoročno vizijo dosežemo tako, da govorimo en z drugim, da sodelujemo in da tudi pri zakonodaji gledamo, da se naredi najboljše iz vsega, kar se da. Hvala lepa. Hvala lepa, Poloni, za zanimivo razmišljanje. Ker smo v časovni stiski, bomo šli kar takoj naprej in vabim na oder Matejo Slovenc-Krseli. Prihaja z Znanstvenega inštituta, Raziskovalnega inštituta Slovenske znanosti, Akademije znanosti in umetnosti. Ima pa zanimivo izobrazbo, po izobrazbi magistra etnologije in kulturne antropologije, poleg tega pa je tudi diplomirana inženirka agronomije in v kratkem bo doktorirala. Povedala nam bo pa nekaj o dobrem počutju kmetov. Izvolite. Hvala. Tako je, piše tukaj dobro počutje kmetov. Jaz sem bila sicer naprošena, da govorim o duševnem zdravju kmetov in tudi o tem bom govorila, ampak naš inštitut, Družbeno-medicinski inštitut, je sestavljen iz antropologov, psihologov, sociologov, nismo psihiatri in se nimamo kompetenc, da bi se direktno ukvarjali z duševnim zdravjem, ampak raje govorimo o dobrem počutju kmetov. Tukaj pa govorimo o presojah in občutanju dobrih in slabih razsežnosti življenja, dobrega in slabega zdravja. Tako da zelo široko in sem spada tudi duševno zdravje. Hvala, super. Tako da na svetovni ravni v bistvu kažejo raziskave, da se vsi kmetje spopadajo z duševnimi stiskami. Zdaj to kaže, da obstajajo neke značilnosti kmečkega poklica, ki povečujejo možnosti za prekomeren stres in s tem tudi povečujejo tveganje za razvoj težav v duševnem zdravju. Tukaj smo že večkrat slišali o ekonomskih negotovostih, torej kmetje ne morejo nadzorovati gibanja cen in srečujejo se s klimatskimi spremembami, kmetijska politika se spreminja in to je vir stresa. Težko usklajujejo družinsko in delovno življenje. V družini se pojavljajo trenja med spoloma, med generacijami. Delo je zahtevno, tako na kmetiji, ne pozabimo na kmetice, ki opravijo tudi veliko nevidnega dela s skrbjo za pomoči potrebne in to so vsi viri stresa, ki lahko vodijo torej v duševne stiske in tudi raziskave nakazujejo, da se število kmetov s temi težavami, kot so depresija, anksioznost, stres, samoumorilne misli, na svetovni ravni povečuje. Kaj pa raziskave v Sloveniji? Razmahnile so se šele v zadnjih 5 letih in sicer zato, ker smo bili končno uspešni na projektnih razpisih. Drugače pa so raziskovalci potrebo po raziskovanju tega področja že prej seveda ugotovili z branjem literature in pa z terenom. Raziskovali so razvojne strategije kmetij, odnose med spoloma in generacijami, potem tudi stres na delovnem mestu na splošno in pa nasilje v družinah.
pa tudi moji sodelavci izvajajo program OMRA za opismenjevanje prebivalstva o duševnem zdravju in povsod tu so se srečevali tudi s kmečkim prebivalstvom. Se pa raziskovalci srečujemo še z eno oviro, to je pomanjkanje zdravstvenih statistik. Mi pravzaprav ne vemo, kaj se v Sloveniji dogaja na tem področju, ne vemo, koliko je duševnih obolenj, kakšna so ta obolenja in to seveda predstavlja oviro za zasnovo raziskovanj, za upravičitev raziskovanj in nenazadnje za sestavljanje ukrepov, da bi izboljšali to stanje. In tudi mednarodno nimamo primerljivih podatkov in se tukaj zelo težko povezujemo z mednarodnimi partnerji. Vseeno pa poskušamo znotraj svojih projektov pridobiti nekaj statistik, nekaj podatkov imamo. Recimo en tak projekt je bil odzivanje kmečkih družin na posledice delovnih nesreč in poklicnih bolezni, ciljno-raziskovalni projekt od leta 2020 do 2022 pod vodstvom doktorice Majde Černič-Istenič. In sicer kvalitativni del raziskave je zajemal vprašalnik z orodjem OPS-a, ki omogoča proučevanje izvorov psihosocialnih obremenitev in oceno njihovega doprinosa k zdravstvenemu in ekonomskemu bremenu. Mi smo poslali v kmečka gospodinjstva vprašalnik, izpolnilo ga je v celoti 259 ljudi, to je bilo konec leta 2021 in 86% tega vzorca je poročalo, da je v zadnjih 12 mesecih doživelo vsaj eno težavo, ki je povezana z doživljanjem čezmernega stresa. Tu govorimo o preobremenjenosti, utrujenosti, pomanjkanju energije, izčrpanosti, nespečnosti. Se je pa pokazalo, da o večjih psihosocialnih obremenitvah poročajo moški, in sicer predvsem v povezavi z zahtevnim delovnim okoljem, delovnimi nalogami, odgovornostjo za kmetije in torej tudi fizično obremenitev in pomanjkanje skrbi zase. Potem v okviru projekta so bile analizirane tudi določeni podatki, ki smo jih pridobili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, za gospodarsko panogo, kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo in so pokazale, da so težave v duševnem zdravju v tem sektorju tretji najpogostejši razlog za bolniške odsotnosti, takoj za obolenji mišično-skeletnega sistema, invazivnega tkiva in pa nesrečen zastrupitev pri delu. Seveda pa zdravstvene statistike, na primer za ta gospodarski sektor, ne morejo zajeti vseh ljudi, ki kmetujejo na podeželju in tudi ne morejo v celoti razložiti vseh družbenih in kulturnih pojavov in okoliščin, ki vplivajo na stiske in obolenja kmetov. Zato smo tudi ves čas na terenu, izvajamo intervjuje, fokusne skupine in tudi ankete. In ena zadnjih takih raziskav je bila antropološka raziskava v okviru projekta Spremembe v kmetijstvu skozi oči in telesa kmetov. Projekt je potekal od leta 2020 do letošnjega poletja pod vodstvom doktorice Duške Kneževič-Hočevar. In sicer je njo zanimalo, kako pa se danes kmetje soočajo s težavami po letu 1991, ko smo vseeno vstopili v skupno kmetijsko politiko na neke evropske globalne trge s hrano in kako se to prevaja v njihova obolenja. Tako da jih je na terenu spraševala, kaj vas najbolj teži, zaradi česa ne morete spati. In nekako so poročali o tem, da se družbeni položaj kmetov na podeželju spreminja, da imajo težave z vztrajanjem patriarhalnih odnosov na podeželju, da čutijo družbene in politične pritiske
po ekonomski, okoljski in socialni vzdržnosti in da je tudi tukaj so te zahteve pogosto kontradiktorne. Hkrati želimo storilnega in tekmovalnega kmeta in na drugi strani naprimer tudi sodelovalnega. Tako da zadnji projekt, ki pa se ukvarja z zdravjem in varnost kmetov na evropski ravni, je pa Safe Habitus v okviru obzorja Evropa. Tu pa smo raziskovalci tudi se podali malo bolj široko, smo privabili ljudi, ki jih ta tema zanima in oblikovali slovensko skupnost prakse. Take skupnosti so se oblikovale še v 10 drugih državah in pa potem vse te skupnosti tvorijo še eno mednarodno skupnost. In jaz mislim, da je slovenska najbolj številčna. Imamo predstavnike kmetijskih organizacij, različnih ministrstev, NIJZ-ja, SPIZ-a, raziskovalcev, od agronomov, antropologov, agrarnih ekonomistov, veterinarjev, skratka res zelo raznolika skupina in poskušamo iskati rešitve. Najprej raziskujemo, kakšno je stanje na terenu, vsak prinese svojo izkušnjo, potem pa bomo iskali tudi rešitve. Projekt traja do leta 2026 in sicer na 3 področjih, ki smo se jih izbrali. To je varnostna kultura na kmetijah, socialna varnost kmetij in pa duševno zdravje. Tako da jaz upam, da se vam bom lahko kmalu oglasila tudi z rezultati tega projekta. Bi pa za konec izpostavila še eno zelo pomembno projektno sodelovanje. Seveda raziskovalci se zavedamo, da je pomemben prenos znanja v prakso in sodelujemo z odločevalci, kmetijskimi svetovalci, posameznimi kmeti in ne nazadnje z Zvezo slovenske podeželske mladine. Tukaj pa res moram poudariti, da so članice tudi že pred leti prepoznale pomen ozaveščanja o dobrem duševnem zdravju, dobrem počutju kmetov, da je pravzaprav to osnova, steber kmetijstva. In so nas tudi povabili k sodelovanju v 2 projektih, Nemoč podeželja in pa Terra. In tudi mislim, da vsi poznate rezultate teh 2 projektov. To je delovno mesto v okviru KGZS-ja, kjer se nudi psihosocialna podpora za kmete. En velik doprinos je pa tudi to, da se tema duševnega zdravja naslavlja v podeželskih skupnostih, v kmetijskem svetovanju, v kmetijski politiki in ne nazadnje tudi v medijih. Tako da mislim, da sodelovanje naše bo še naprej ostalo in bomo vsi stremeli k temu. In tudi verjamem, da je to rezultat tega, da sem danes tukaj in hvala, da sem lahko govorila o našem delu. Hvala, Mateji. In oder vadim drugič danes magistrico Darjo Stare, gozdarko, ki nam bo povedala še nekaj več o ženskah v gozdarstvu. Ja, hvala za besedo. Hvala. A to zdaj deluje? Torej, jaz bom malo nadaljevala svoje prvo predavanje, ki sem ga imela danes, sicer z malce širšim pogledom in vlogo žensk v gozdarstvu. Danes smo že večkrat slišali, da je v bistvu delo v kmetijstvu in gozdarstvu težko. Tudi zdaj smo poslušali o psihološkem zdravju. Ampak kljub temu tudi očitno ženske najdemo svojo vlogo v teh sektorjih. Zdaj, če že pogledamo v tej naši sekciji, zdaj same ženske predavamo, tako da me to zelo veseli. Tudi spolna struktura danes je tako kar lepo uravnotežena, ni zelo enolična. Še ne dela. Še malo. Ok, zdaj pa smo. Torej, najprej bi povedala, da enakost spolov je v bistvu temeljna človekova pravica in temeljna vrednota Evropske unije. Vendar pa je razlika med spoloma še vedno ostaja globalni izziv.
Tradicionalna vloga spolov se odraža na različnih področjih človekovega delovanja in največkrat se ta izraža pri vlogi družine. Ženske pogosto prevzemajo večino skrbi za otroke in pa druge družinske člane, kar lahko vpliva tudi seveda na njihovo vključenost na trgu dela. Vse to se pozna tudi v gozdarstvu. Tukaj pa lahko dodamo še družbena pričakovanja, predvsem ko prihaja do prenosa lastništva v dedovanju med generacijami. Delo v gozdarstvu je pogosto fizično zahtevno in nevarno in to tudi predstavlja tveganje za kršenje pravice do varnega in zdravega delovnega okolja in to velja tako za moške kot za ženske. Na drugi strani pa povzroča, da gozdarstvo ni spolno nevtralen sektor. Kljub temu, da je gozdarstvo v Sloveniji še vedno pretežno v domeni moških, pa se delež gozdark povečuje in vse več žensk zaseda nekatera pomembnejša in vodilna delovna mesta. Tako da vloga žensk je pomembna, zdaj pa iz kakšnega vidika predvsem. Torej ženske prinašajo neka drugačna stališča in pa pristope v sektorjih, vnašajo ustvarjalnost in inovativnost, prispevajo k učinkovitim rešitvam, komunikaciji in pa skupinskemu delu in pa so ključnega pomena za trajnostno upravljanje gozdov in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Zdaj, zakaj se jaz to upam reči? Z raziskavami smo ugotovili, da so lastnice gozdov so bolj naklonjene zagotavljanju ekoloških in pa socialnih funkcij gozda in manj ekonomskih. Tako da, če imamo na eni strani moške, ki so dostikrat bolj naklonjeni ekonomskim funkcijam gozda, imamo potem še ženske, ki pokrijajo druge funkcije. Lastnice dostikrat nimajo posebnega namena gospodarjenja z gozdom ali pa je njihov namen predvsem ohranjanje narave. Lastnice tudi dostikrat uporabljajo svoj gozd predvsem za namene pridobivanja lesa in pa lesnih goriv za lastno uporabo. Kljub temu pa ugotavljamo, da raziskave med zasebnimi lastniki gozdov kažejo, da ni razlik v intenziteti poseka, kadar se pač le te odločijo za posek. Je pa družinska tradicija še vedno najmočnejši dejavnik, ki motivira ženske lastnice gozdov. Še nekaj o lastnicah in lastništvu gozdov. V Sloveniji je 77% gozdov v zasebni lasti, v strukturi lastništva pa predstavljajo ženske 41%. S tako visokim deležem sodi Slovenija v sam vrh Evropske unije. Imajo pa ženske kljub visokemu deležu lastnic manjše gozdne posesti in s tem tudi manj gozdnih površin v lasti in sicer okoli 35%. Tole dela? Na tem grafu tudi vidimo, da imajo moški okrog 60%, ženske 35% površin. Za ženske lastnice gozdov je pogosto značilno, da prepuščajo gospodarjenje svojim soprogom oziroma nekim moškim družinskim članom. Je pa relativno visok delež ženskih lastnic tudi ne pomeni enakovredne zastopanosti v organih odločanja in pa interesnih skupinah. Zdaj pa še malo pogledamo širše v Evropo, kakšno je lastništvo gozdov. Večina zasebnih lastnikov gozdov je moških. Žensk lastnic gozdov v Evropi okoli 30%, so pa seveda velike razlike med posameznimi državami. Ta prvi graf prikazuje površine gozdov. Vidimo, da ima Slovenija tudi zelo visok delež, kot sem rekla 35%, recimo Bavarska 31%, Češka 30%, v Avstriji je 23% površine gozdov v lasti žensk, Hrvaška okrog 8%. Potem ta drugi graf prikazuje delež ženskih lastnic gozdov, kot sem rekla, v Sloveniji 41%, z istim deležem tudi Finska, Češka 40%, Švedska 39%, Avstrija nekaj čez 30%. So take zelo gozdnate države, pa tudi večji del zasebnih gozdov imajo, zato sem naredila to primerjavo. Potem pa recimo na Balkanu Hrvaška 25%, kar je še zelo visok delež, Srbija 7%, Bosna samo 3% ženskih lastnic gozda. Nekaj o zaposlenih v gozdarstvu in pa spolni strukturi. Žal podatkov o spolni strukturi nimamo. Zdaj nasploh zaposlenost se v Sloveniji v zadnjih 10 letih dviguje. V nasprotju pa se v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo zaposlenost v zadnjih 10 letih zmanjšuje. Za gozdarstvo je tudi značilno zelo velik delež samozaposlenih. V letu 2022 je bilo kar 80% samozaposlenih. Delež žensk zaposlenih z leti raste in pa je tudi višji v primerjavi z evropskim povprečjem. Je pa indeks enakosti spolov v Sloveniji v letu 2022 bil pod evropskim povprečjem. So pa glede na zaposlenost žensk z otroci Slovenija dosega sam vrh v državah Evropske unije.
Nekaj institucij z področja gozdarstva, večjih, in kakšna je spolna struktura v teh institucijah. Najprej, če pogledamo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je najvišji organ gozdarske oblasti v Sloveniji, ti imajo 28% od vseh zaposlenih gozdarjev žensk in pa nobena med njimi ni na vodilnem položaju. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki je krovna interesna organizacija fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom, ima med zaposlenimi le 5% gozdarjev in med tega ni nobene ženske. Zavod za gozdove Slovenije, ki upravlja javno gozdarsko službo v vseh slovenskih gozdovih, ne glede na lastništvo, in je tudi največji zaposlovalec gozdarjev v Sloveniji, ima med svojimi zaposlenimi okrog 20% žensk, delež je višji v podpornih službah, med gozdarji pa je delež žensk zgolj 15%, 1/4 gozdarke zaposlenih kot revirnih gozdark. Potem je Gozdarski inštitut Slovenije, ki je edini javni raziskovalni zavod na področju gozdarstva in z tega prihajam tudi sama. In tukaj ženske predstavljajo kar velik delež, in sicer 46% zaposlenih, med raziskovalkami pa je ta delež 44%. Potem je pa še družba Slovenski državni gozdovi, ki gospodari s državnimi gozdovi. Oni imajo zaposlenih 12% žensk in pa le 4% gozdark. Torej, kako pa se vidi oziroma kakšne zaznave imajo ženske, ki so zaposlene v gozdarskem sektorju? Kot najpomembnejše dejavnike za delo v tem sektorju navajajo, da so rade v gozdu, da je delo zelo zanimivo in pa raznoliko, da jih delo v naravi veseli in da je velika možnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Že zaposlene ženske v gozdarstvu pa imajo tudi zelo pozitivno mnenje glede vključenosti žensk v gozdarstvo. To smo opravljali pa tudi eno raziskavo in nas je zanimalo, s katerimi izzivi in pa ovirami se srečujejo pri razvoju kariere in v svojem poklicnem življenju. In največ jih je odgovorilo, da so jim glavni izzivi skrb za družino in pa razni vloge in stereotipi, s katerimi se srečujejo, kar sem pa tudi že govorila v svojem preteklem predavanju. Na kratko nekaj poudarkov mojih. Torej, razlike med spoloma so, obstajajo in vloga žensk je pomembna za trajnostno upravljanje gozdov in pa doseganje ciljev trajnostnega razvoja in pa da imajo ženske v gozdarstvu v Sloveniji pomembno in pa vidno vlogo. Dodala bi še to, da je na Gozdarskem inštitutu, ki obstaja že več kot 75 let, imamo zdaj prvič žensko direktorico, je lansko leto nastopila svojo vlogo. Ona je pa tudi ena izmed soustanoviteljic krovne organizacije, evropske, mednarodne, za ženske v gozdarstvu. Tako da, to je to iz moje strani. Hvala. Hvala lepa, Darja. Zdaj me zanima, koliko imamo še časa za vprašanja. Ja? Kakšno vprašanje? Seveda. Ja, jaz bi sam, dobra predstavitev zadnja, super, samo dejte, povsod drugje ste zelo dobro upodobili gozdarko tudi s čelado, sekačo. Na prvi strani predstavitve pa brez čelade. Preveč se trudimo, preveč energije vlagamo v to, dajte čelado na glavo. Drugače pa super predstavitev. Ja. To je bilo kratko? Potem bom rekel, hvala lepa za pozornost, imamo kratko pauzo in potem se čez 10 minut vidimo.